Evropska kohezijska sredstva so zelo pomembna za razvoj Republike Slovenije. V obdobju 7-13 smo zelo dobro počrpali tisto prvo finančno perspektivo. Naslednjo 14-20, ki jo sedaj črpamo zelo počasi, kajti sredi leta 2018 smo v Slovenijo pripeljali dobrih 10% vsega razpoložljivega denarja. Danes pa je bila predstavljena že tudi kohezijska politika po letu 2021. Predlog nas lahko skrbi, kajti za bodočo kohezijsko politiko bo manj sredstev, tu je ključni razlog Brexit in manj denarja v Evropski uniji, po drugi strani pa pride tudi do realokacije denarja, kajti več denarja bodo deležne mediteranske države, tiste regije iz tega območja, ki so v zadnjih letih zaostale v razvoju. Slovenija pa deli usodo centralne Evrope, se pravi Slovaške, Češke, Poljske, pa tudi baltskih držav, ki smo relativno dvignili se v razvojnem povprečju Evropske unije. Za nas je zelo pomembno, da takoj pregledamo te predloge, ki so bili danes predstavljeni in bodo predmet razprave v naslednjem letu, leto in pol, kajti sedaj se odloča o tem, koliko bo sredstev in kako jih bomo črpali v naslednjem desetletju. Upam, da Slovenija ne naredi napak, kot jih je naredila doslej že dvakrat, da smo se te resne teme lotili prepozno in tudi premalo resno. Samo mimogrede, pričakoval bi, da bi tudi v volilni kampanji in v tej debati okoli bodoče politike v Sloveniji koga zanimala evropska sredstva, vendar je očitno za aktualno politiko to pretežka tema.